Spoštovani pripadniki teritorialne obrambe, vojni veterani, spoštovani predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil, spoštovani prvi predsednik Republike Slovenije, spoštovani ministerski zbor Vlade Republike Slovenije, spoštovani kolegi generali in spoštovani poveljniki, vojni poveljniki teritorialne obrambe, spoštovani visoki gosti. Oblikovanje teritorialne obrambe pred 50 leti pomeni ponoven začetek nastajanja oborožene sile slovenskega naroda. Navede sem besede generalmajorja Janeza Slaparja, prvega načelnika Republiškega štaba za teritorialno obrambo, ki je bil prvič v zgodovini slovenskega naroda odrejen predsedstvu Republike Slovenije kot vrhovnemu poveljniku slovenskih obrambnih sil. Izrečene so bile 49 let po začetku uvajanja teritorialne obrambe kot obrambne strukture znotraj splošnega ljudskega odpora. Na podlagi sklepov, sprejetih na 64. seji Skupščine Socialistične Republike Slovenije, ki je bila 27. septembra 1968, so bile razvidne vsebine, ki so vodile do ustanovitve Republiškega štaba za splošni ljudski odpor. 20. novembra 1968 je Slovenski izvršni svet sprejel odlok o ustanovitvi Republiškega štaba, kar označujemo tudi kot ustanovni dan teritorialne obrambe. Tako se je leta 1968 zgodilo tisto, pri čemer so Slovenci hrepeneli že leta 1919 in ponovno 1945, se so v letih dvakrat izgubili svojo obrambno silo. Kar je nastajalo po letu 1968 kot nova slovenska vojaška sila, je nastajala zato, ker so se ljudje zavedali, da razen kulture in jezika le oborožena sila in organizirana ter usposobljena sila zagotavlja razvoj in obstanek slovenstva. Potrebno pa je poudariti, da se je teritorialna obramba Socialistične Republike Slovenije kot vojaška organizacija razvijala znotraj jugoslovanskega obrambnega sistema kot omejeno samostojno organiziran del dela jugoslovanskih oboroženih sil. Samostojnost in značaj nacionalne oborožene sile je slovenska teo dokazala 1990 za zanikanjem legitimnosti federalnih oboroženih sil, saj smo se uprli znotraj mogočnega vojaškega stroja še v času, ko je bilo to nepredstavljivo. Zahtevna in zgodovinsko pomembna je bila razvojna pot teritorialne obrambe. Oblikovanje conskih štabov in enot do leta 1973 in razvoj prostorskih sil. Leta 1971 je bil sprejet prvi zakon o splošnem ljudskem odporu in uzakonjene so bile teritorialne enote, ki so se imenovali tudi partizanske enote. Od leta 1975 do konca leta 1979 se je končalo oblikovanje občinskih štabov teritorialne obrambe. Oblikovale so se manevrske in prostorske enote teritorialne obrambe. Končala se je notranja razdelitev prostora in na območjih 6 con so nastali pokrajinski štabi za teritorialno obrambo. Leta 1976 je bil sprejet zakon o ljudski obrambi, družbeni samozaščiti, varnosti in notranjih zadevah. Do sprejetja tega zakona se govori o splošnem ljudskem odporu, pozneje pa o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti. Od vsega začetka Slovenija ni bila zadovoljna s trofejnim orožjem, ki ga je vsiljevala jugoslovanska ljudska armada. Sistematično ga je sredstvi republike, občin in delovnih organizacij nadomeščala in konec 80. let nadomestila z modernejšim orožjem. Sestavni del teritorialne obrambe v vojni je kljub nasprotovanju jugoslovanske ljudske armade postala tudi narodna zaščita, ki je bila posebna rešitev v Sloveniji in njena ustavna opredelitev je bila tako široka in prilagodljiva, da je omogočala njeno aktiviranje in angažiranje ob razmerah najneugodnejših za Slovenijo. Pri tem pa ni bila v ničemer kršena zakonitost. Ob to obdobje je bilo tudi obdobje utrjevanja teritorialne obrambe kot samostojne komponente oboroženih sil in njene notranje konsolidacije.
Ob koncu tega obdobja se je kot uvod v naslednje obdobje spremenilo notranje razdelitev prostora, se število pokrajin poveča na 12, enakega ranga pa je tudi mestni štab za teritorialno obrambo Ljubljane. Razvojno pot teritorialne obrambe, ki jo je ovirala in v začetku 90-ih let hotela prekiniti nekdanja federacija, smo verodostojno opisali v pravkar izdanem zborniku z naslovom Nastanek in razvoj slovenske teritorialne obrambe kot del nacionalne vojaške tradicije. Tovarištvo, visoka stopnja samozavesti, vpetost v okolje, sposobnost visoke stopnje improvizacije, sodelovanje v procesu usposabljanja in urjenja, značilne uniforme, po katerih smo se ločili od teritorialne obrambe drugih republik, uporaba slovenskega jezika v vseh njegovih pojavnih oblikah, kot uradnega, poveljevalnega in sporazumevalnega jezika, vse to in še marsikatere druge značilnosti so bile tiste, ki so krasile in opredeljevale nacionalni značaj teritorialne obrambe Slovenije. V zborniku smo zapisali, da se je skozi razvoj teritorialne obrambe v prelomnih dogodkih ohranil človeški kapital, ki se je leta 1990 in leta 1991 pokazal kot odločilni dejavnik. Slovenski teritorialci pokažemo svoj pravi obraz v zaključnem delu zgodovinskega loka slovenskega uporništva in prizadevanji za nacionalno državo. Obdobje konca 80-ih let smo kljub težavam dočakali pripravljeni. Jugoslovanska ljudska armada nas ni uspela razorožiti in do njene agresije na Republiko Slovenijo smo uspeli na različne načine povrniti odvzeto orožje. Takratno politično vodstvo je z modro vodeno politiko zagotovilo naše nadaljne priprave za oborožen odpor in preko delovanja narodne zaščite omogočilo formalno pravno organiziranje in vodenje teritorialne obrambe v prehodnem obdobju, ko je po odločitvi političnega vodstva Slovenija bila prekinjena linija vodenja in poveljevanja med republiškim štabom, ki mu je poveljeval general Jugoslovanske ljudske armade Hočevar, in pokrajinskimi ter mestnim štabom za teritorialno obrambo Ljubljane. Po imenovanju vršilca dolžnosti poveljnika republiškega štaba za teritorialno obrambo in poveljnikov pokrajinskih štabov ter mestnega štaba Ljubljana je narodna zaščita zaključila svoje poslanstvo in svojo zgodovinsko vlogo. Izpostavljam, da je narodna zaščita v tako imenovani zeleni ali vojaški veji bila skoraj v celoti sestavljena iz pripadnikov teritorialne obrambe in delavcev na oddelki za ljudsko obrambo in tudi zato uspešno zaključila svoje poslanstvo. Njeni člani pa so ponovno prešli pod poveljstvo republiškega štaba, ki je bilo prvič neposredno podrejeno slovenskemu predsedstvu pod svojemu vrhovnemu poveljniku. Ta ista teritorialna obramba je v vojni za Slovenijo skupaj s takratno milico in ob celoviti in učinkoviti podpori celotnega prebivalstva izpolnila svojo zgodovinsko vlogo. In slovenski narod se tega danes še kako zaveda. Spoštovani, naše slovesnosti ob 50. obletnici teritorialne obrambe niso same sebi namen in niso uperjene zoper nikogar, še manj pa poveličevanju česarkoli. Namenjene so kot zahvala, priznanje ter pomnik pripadnikom teritorialne obrambe in vsem, ki so ne glede na državno ureditev prispevali k obrambi Slovenije, pa ne zato, ker so morali, temveč zato, ker so hoteli. Namenjene so ljudem, katerih del danes sedi v tej dvorani, namenjene so mnogim, ki se le te in takšnih prireditev ne morejo več udeleževati. Še posebej pa so namenjene ljudem, ki niso več med nami. Zato odločno zavračamo trditve posameznikov o dveh teritorialnih obrambah, kajti takšne trditve so žalitev vseh omenjenih v mojem nagovoru. Nam, spoštovani, ni bilo potrebno pisati pristopnih izjav za prehod iz ene teritorialne obrambe v drugo. Mi smo bili v teritorialni obrambi.
In ne nazadnje, namenjene so državi Sloveniji in njenim voditeljem kot spomin in še bolje kot opomin. Danes pred slovesnostjo smo se simbolno poklonili državi pred državnim zborom, hramom demokracije. Pokazali smo, da spoštujemo svojo državo, čeprav smo zaradi naše vloge v procesu osamosvajanja velikokrat kritični do tistih, ki jo vodijo. Želimo, da naši državljani živijo v miru in blagostanju in nihče si ne sme dovoliti, da zaradi strankarskih ali osebnih interesov navedenih vrednoti zanemarja ali pa celo uničuje. Sporočilo današnje osrednje slovesnosti naj bo spoštovanje do vseh tistih, ki so branili in branijo svojo domovino in s tem svojo in našo svobodo, kajti država, ki potrebuje vojake in vojsko le v vojni, nima svetle prihodnosti. Spoštovani gospod predsednik, vabim vas, da nam spregovorite.